Dobrodošli v oddaji Kako si pa ti? Tokrat smo se odpravili do terapevta Leja Ivandiča. Z njim smo se pogovarjali o čustvenem izsiljevanju. Za začetek pa me zanima, kaj je čustveno izsiljevanje? Čustveno izsiljevanje je pravzaprav en način vedenja, kjer ljudje z kazanjem določenih čustev poskušajo vplivati na druge ljudi, da bi se vedli v skladu z njihovimi potrebami, hotenji ali pa zahtevami. Zakaj lahko do čustvenega izsiljevanja sploh pride? Ja, v ozadju čustvenega izsiljevanja so pomembna prepričanja, predvsem prepričanje, da lahko z kazanjem določenih čustev vplivamo na vedenje drugih ljudi. Recimo, če sem žalosten, lahko pričakujem, da mi bodo šli drugi naproti in da bodo se odzvali na to žalost na tak način, da bodo upoštevali moja pričakovanja, zahteve ali pa mi recimo izpolnili neko željo. S katerimi čustvi, poleg žalosti, ljudje izsiljujemo? Ponavadi izsiljujemo s čustvi, kot so jeza, strah, žalost. To so tri ključna. V eni kažemo moč, v drugih dveh pa kažemo pravzaprav nemoč in druge nekako silimo v to, da poskrbijo za nas. Z jezo sicer tudi silimo druge, da poskrbijo za nas, ampak kažemo pa moč nad njimi. Jaz sem močan, jaz sem upravičen, jaz od tebe zahtevam, da nekaj narediš zame. Pri žalosti in strahu pa je kazanje nemoči, recimo pri strahu jaz sem nebogljen, kaj bo z mano, moraš poskrbeti zame. Pri žalosti pa ravno tako, kaj si ti meni naredil, kako si me globoko prizadel, gled, kako sem žalosten in potem. Spet drugega nagovarjamo, da poskrbi za naša čustva. Osnovni mehanizem je prenašanje odgovornosti za to, kar jaz čutim, na druge. Zakaj mislimo, da morajo drugi poskrbeti za naša čustva? Gre za pričakovanje, ki je bilo ustvarjeno v otroštvu. Recimo otrok je kazal žalost in je ugotovil, da ima žalost moč, da z njo upravlja z vedenjem svojih roditeljev. Namreč v otroštvu, ko odraščamo, niso vsa čustva enako močna. Nekatera čustva starši ignorirajo, druga prepovejo, recimo jezo pri deklicah pogosto prepovedujejo. Na tretja čustva pa se odzivajo in otrok to opazi. Torej prepozna, da imajo določena čustva moč nad roditelji, da se jim odzovejo ugodno, glede na želje, ki jih takrat čutijo ali pa izražajo. In ta čustva potem postanejo ta izsiljevalska čustva in so lahko tudi močnejša kot ostala čustva. Kdaj je lahko čustveno izsiljevanje uspešno? Čustveno izsiljevanje je lahko uspešno takrat, kadar najdemo par, torej nekoga, ki verjame, da lahko izsiljuje, in drugega, ki temu izsiljevanju podleže. Torej, na eni strani imamo nekoga, ki živi s prepričanjem, da z določenim čustvom lahko vpliva na vedenje drugih ljudi, tako da mu bodo šli nasproti. Na drugi strani pa imamo človeka, ki verjame, da je odgovoren za čustva drugih ljudi in da mora iti nasproti, kadar drugi kaže, na primer, žalost, ali jezo, ali strah, ali kaj podobnega. V katerih odnosih smo najbolj ranljivi za čustveno izsiljevanje? Čustvenega izsiljevanja je pravzaprav največ v najbolj intimnih odnosih, torej v družinskem krogu. In v družini velja neko nenapisano pravilo, da smo si blizu in da moramo upoštevati čustva drugih ljudi. Zato, ker so nam pomembna tudi njihova čustva. In tukaj je potem zelo tanka meja med tem, kaj pomeni upoštevanje čustva drugih ljudi in kaj pomeni prevzemanje odgovornosti za njihova čustva oziroma za njihovo počutje, ali pa, če gremo naprej, tudi od prevzemanja odgovornosti za dejanja, ki iz teh čustev izvirajo. Torej, najbolj intimni odnosi so polje, kjer se najpogosteje dogajajo čustvena izsiljevanja med prijatelji, družinskimi člani, starši in otroci,
in sodelavci, ki so že nekaj časa skupaj. Čustveno izsiljevanje je zelo kompleksno področje. Zato se bomo z njim ukvarjali še naslednji torek. Želim vam čim bolj nasmejan vikend.